Pozdravljeni, sem Iztok Jeden. Predstavil bom krožno izkustveno šahovsko učenje iz igranja partijskih odlomkov. Priporočam ga kot zaključni učni sklop v vseh letnikih izbirnega predmeta šah v osnovni šoli. Gre za spiralo omenjenega učenja z uporabo splošne šahovske teorije, računalniškega analizatorja in metakognicije. Evropski parlament je marca 2012 sprejel resolucijo o uvajanju šaha v izobraževalne sisteme svojih držav. Ob tem se zastavlja vprašanje, kakšno naj bo šahovsko učenje, da bo razvijalo odlike mišljenja in osebnosti, imelo prenosni učni učinek na druga predmetna in življenjska področja ter razvijalo kritične in etične mislece. Odgovor iščemo v krožnem izkustvenem učenju, ki izhaja iz celostnih osebnostnih izkušenj. V šahu so takšne izkušnje tekmovalne partije, ki zajamejo človeka ne le v intelektualni, ampak tudi v čustveni in v ustvarjalski razsežnosti. V slovenski osnovni šoli je igranju takšnih partij namenjena interesna dejavnost. Pri izbirnem predmetu šah za igranje celih partij ni časa, zato ga nadomešča igranje partijskih učnih odlomkov. Na prosojnici vidimo opis vseh 4 delov takšnega šahovskega učenja. Nova prosojnica podaja odgovore, zakaj ne poteka učenje s pomočjo računalniškega analizatorja, splošne teorije in metakognicije. Oglejmo si simulacijo igranja partijskih učnih odlomkov v domačem okolju. Odigrala bova nekaj potez, namenoma tudi kakšno slabšo, da prikaževa potek igranja odlomka, če šahista nista dobra. Igrala bova tudi zelo hitro, kaj ne? Ja, vsa vaja poteka pol ure, midva pa bova poteze odigrala v nekaj minutah. Zato bom podatke vpisal samo za svojo prvo potezo. No pa začniva. Ne, najprej si prijel kmeta, zato moraš igrati s kmetom.
No, zdaj sva končala z igranjem. Pomagal ti bom izpolniti še manjkajoče podatke. Potem pa bomo začela z analizo, kaj ne? Ja, iz nje se bova marsikaj koristnega naučila. Tu vidimo del zapisnika belega, ki ga igralec izpolni med igranjem. Podatki, ki jih je vpisal, so označeni z rdečo barvo. Tiste, označene z modro, je vpisal kasneje, ko je pridobil izide računalniške analize. Po igranju odlomka sledi drugi del, razmišljujoče opazovanje in analiza. Obnovimo potek misli in doživljanja med igranjem. Analiziramo, ali smo uporabljali pravilen postopek izbiranja poteze. V filmu smo videli, kako je v pričujoči poziciji Igor impulzivno prijel kmeta G2, da bi ubranil napad na svojega kralja. Kazen je bila neusmiljena. Če bi se držal pravilnega postopka, se mu to ne bi zgodilo. Podobno napako je storil Miha pri odločanju za svojo zadnjo potezo. Tu je zapisanih vseh 5 korakov pravilnega postopka. Usmerjeni so k ekonomični uporabi ocenjevanja, načrtovanja, izbiranja, računanja in preverjanja pri odločanju v kriznih situacijah. Razmišljujoče opazovanje in analizo je potrebno dopolniti z izidi računalniške analize. Začnimo. Na prosojnici vidimo zaslonsko sliko računalniškega programa Fritz 7, s katerim bo predstavljenih uvodnih 10 taktov do izhodiščne učne pozicije in še 3 takti, ki sta jih nasprotnika odigrala samostojno. V desnem osrednjem oknu je zapisan potek vseh 13 taktov. Desno spodnje okno prikazuje trenuten izid računalniške analize posvečene poziciji v levem oknu. Zdaj bomo hitro odigrali uvodnih 10 taktov. Začnemo. Tako, prišli smo do izhodiščne pozicije. Prikažimo najprej prvo samostojno potezo Igorja. Takole. In odgovor Mihe. Tule je. Računalniška analiza teče. Trajanje analize prikazuje sekundni merilnik časa desno zgoraj. Po 30 sekundah bomo analizo zaustavili s pritiskom na gumb Stop. Vidimo, da analizator v teh vrsticah preračunava posledice 3 kandidatskih potez. Najpomembnejša je prva vrstica, v kateri preračunava posledice najboljše poteze. Analizo smo že zaustavili. Poglejmo izide. Najboljša poteza je 12. skakač F2, po kateri je ocena minus 0,40, kar pomeni, da ima črni prednost 40 vrednosti enega kmeta. Velika napaka pa je poteza 12. G3, ki jo je odigral Igor. Njene posledice so prikazane v 3. vrstici. Ocena je minus 3,75, kar pomeni prednost več kot 3,5 kmetov. Odigrajmo še naslednje 3 poteze. Prva, druga, tretja. Zdaj bi
Miha svojo damo lahko vzel belo trdnjavo. Namesto tega se je odločil za vzetje kmeta. Poglejmo. S to premagljeno potezo je izgubil vso prednost. Igranje odlomka je končano. Na prosojnici vidimo primer, kako iz ocene računalniškega analizatorja in enačbe aktivnosti oje m+n izračunamo nematerialno prednost, ki jo imamo v konkretni šahovski poziciji. Podobno kot v življenju je tudi v šahu pomembno vprašanje o sestavinah nematerialne prednosti. Ta in naslednja prosojnica ilustrirata, kako pri analizi uporabljamo sestavine nematerialne prednosti v šahu. Te so dejanska aktivnost, potencialna aktivnost in varnost. Lahko bi se prepričali, da ima v poziciji, ki jo vidimo, črni prednost po vseh omenjenih sestavinah. Nova prosojnica prikazuje sestavine dejanske aktivnosti, gibljivost, nadzor pomembnih točk in sodelovanje. Lahko bi se prepričali, da ima črni prednost tudi po vseh teh sestavinah. Pozicije in poteze ocenjujemo ne le z uporabo enačbe aktivnosti, ampak s pomočjo vseh načel in zakonitosti splošne šahovske teorije. Njihov seznam vidimo na prosojnici. Lahko bi se prepričali, da niso samo specialno šahovske, ampak univerzalne narave. Zato se predpostavlja in v praksi tudi izkazuje, da imajo prenosno učno moč na druga predmetna in življenjska področja. Prosojnica prikazuje prve 4 točke tistega dela zapisnika belega, ki ga igralec izpolni po končanem igranju odlomka. Podatki, ki jih je vpisal ali izbral, so označeni zeleno. Zaključni del zapisnika belega. Ocene, ki jih vidimo na dnu, so vpisane na osnovi vnaprej pripravljenih enotnih meril. Po končani analizi, ovrednotenju in pripravi izboljšav sledi preskušanje naučenega v novih partijah. S tem je krog izkustvenega šahovskega učenja sklenjen. Vsak nov krog v spirali izkustvenega učenja začenja učenec v novi, višji točki znanja, razumevanja in izurjenosti. Želim vam dosti uspeha pri šahovskem učenju in poučevanju. Nasvidenje.